Danes v Pomurskem dnevniku vodilni položaji v Evropski uniji. Že tretji stečaj za Murine delavce. Prekmurje ponovno zajelo neurje. Smrt pomurskega potapljača. Vreme jutri še spremenljivo. Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Evropski parlament je dobil novega predsednika. Voditelji članic Evropske unije so v Bruslju po maratonskih pogajanjih dosegli tudi kompromise o vodilnih položajih v Evropski uniji, vendar pa ni šlo brez zapletov. Več o aktualnem dogajanju v Evropski uniji nam bo povedal Dejan Bogdan iz informacijske točke Europe Direct Pomurje. Lepo pozdravljeni. Torej, če mogoče na začetku pojasniva, kot sem sama že nekako uvodoma omenila, so ključni položaji v Evropski uniji nekako zasedeni oziroma se določajo, vendar pa ne gre čisto brez zapletov oziroma lahko rečemo mogoče tudi presenečenj. Ja, se strinjam. V bistvu danes smo že dobili prvega izvoljenega predstavnika oziroma predsednika ene izmed institucij, torej Evropskega parlamenta. Kar se pa tiče ostalih položajev, dejstvo je, da so ta pogajanja naporna. To pomeni, vsaka izmed držav ima neke svoje ambicije, neke svoje prioritete, hoče nekega svojega kandidata spraviti v ospredje. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi nekako geografski ključ, sever, vzhod, zahod, jug in tudi konec koncev vsa vodilna mesta v Evropski uniji ne morejo zasesti samo moški. Tako da ja, po teh, bom rekel, kar napetih pogajanjih je nekako zdaj smo prišli do imen ljudi, ki naj bi zasedli te najbolj odgovorne položaje, torej od predsednice oziroma kandidatke za predsednico Evropske komisije Ursule von der Leyen in pa potem Charlesa Michela kot predsednika Evropskega sveta, Josefa Borrella kot predstavnika za zunanjo politiko in pa tudi Christine Lagarde, ki je mnogim že znana kot oseba, ki zaseda vodilne položaje na področju financ, torej nekako je kandidatka za predsednico Evropske centralne banke. Kaj za prihodnost oziroma demokratičnost Evropske unije nekako pomeni, da sistem vodilnih kandidatov očitno ni bil in tudi ne bo upoštevan? Ja, če bo res izvoljena kandidatka von der Leyenova, potem dejansko ta sistem vodilnih kandidatov ne bo upoštevan. Omenjena gospa oziroma kandidatka nekako ni ena izmed vodilnih kandidatk, niti se ni potegovala za mesto v Evropskem parlamentu, ni se odpravila na evropske volitve in to najbrž bo, po mojem mnenju, zdaj v naslednjih 2 tednih, ko bo ona nabirala podporo med poslanci, ena izmed ključnih težav. Kajti ta sistem je nekako bil vzpostavljen z namenom, da imamo tudi državljanke in državljani nek vpliv na izbiro bodočega predsednika Evropske komisije. Kaj to pomeni za prihodnost? Po mojem mnenju, potem sistem kot takšen očitno ga ne velja ohraniti, če se ne upošteva oziroma je to nek signal, da je potrebno najti kako novo rešitev. Evropski parlament bo v prvi polovici mandata vodil David Sassoli iz politične skupine socialdemokratov. Mogoče, če pojasniva, kako dolgo traja sam mandat predsednika, kakšna je pravzaprav vloga Evropskega parlamenta? Načeloma je mandat predsednika Evropskega parlamenta 5 let, ampak kolikor je razbrati, bo mandat omenjenega predsednika trajal 2,5 leta. To pomeni, spet se je našel nek kompromis, tako kot smo bili navajeni v preteklosti, da se nekako predsedstvo razdeli na 2 dela. V prvem delu, to pomeni 2,5 leta, očitno to mesto pripada socialdemokratom. Na to pa je za pričakovati, da bo bomo rekli, v drugi polovici tega mandata Evropskega parlamenta to mesto zasedal kateri izmed predstavnikov Evropske ljudske stranke. Je pa dejstvo, da nekako vsi kandidati oziroma vsi ljudje, ki so se potegovali za ta položaj, izpostavljajo, kako pomembno je nekako krepiti zaupanje med samimi evropskimi institucijami, okrepiti vlogo Evropskega parlamenta. Zato nekako pričakujem, da bo v tej smeri tudi šel Evropski parlament, kajti imamo izjemno veliko izzivov, ki čaka Evropsko unijo, od podnebnih sprememb pa konec koncev do zmanjševanja nekih socialnih razlik med državljankami in državljani. Prav, najlepša hvala. Hvala.
Nadaljujemo z novicami. Direktor Aruma Dušan Gomboc je vložil predlog stečaja podjetja z 245 zaposlenimi. Številni zaposleni se bodo tako še tretjič morali soočiti s stečajem podjetja, ki je zraslo na pogorišču podjetja visoke mode Aha Mura. Stroj v Arumu so mirovali že prejšnji teden, delavci so na dopust odšli tudi po obvestilu o predlogu stečaja. Zaposleni bodo počakali na začetek stečajnega postopka, ki ga bodo morali potrditi na sodišču, zatem pa naj bi prejeli odpovedi. Leta 2009 po stečaju Mure in hčerinskih družb na cesti pristane 2635 delavk in delavcev. Sledil je še bridek stečaj Aha Mure, podjetja, ki je zraslo na pogorišču. 1200 zaposlenih znova pred vrati podjetja. Večina zaposlenih v Arumu, ki je zrasel na ostankov Mure, se bo že tretjič soočila s stečajem tekstilnega podjetja, ki je v veliki meri zaznamoval Pomurje. Vplivati na zdravje, na vse ti vpliva, kakorkoli, da se bodo nekateri smejali z tega. Smo vedeli, da ne bo rožnatno, ne, upanje je bilo, ampak kako pravi, upanje umre zadnje, ampak se je zgodil scenarij ta. Trgovina pri obratu danes še obratuje, a za 245 delavk in delavcev je to slovo. Po začetku stečajnega postopka, ki ga mora potrditi sodišče, naj bi prejeli odpovedi. Lastnika podjetja Dušana Gomboca priklicati nismo uspeli. Zaposleni pa so jasni. Delodajalec nam dolguje drugi del aprilske plače, potem majsko plačo in zdaj 18. to plačo ter zadnji obrok regresa lanskega. Novih 245 brezposelnih v pomurski regiji je veliko, a zaradi boljšega stanja na trgu dela ne tako alarmantno, kot je bilo v prejšnjih stečajih, opozarjajo na Zavodu za zaposlovanje. Dejstvo je, da prihaja kader, ki je tudi drugače na zavodu težje zaposljivi. Se pravi starost, brez izobrazbe, ampak do določene mere potrebe, ki so na trgu, odgovarjajo tej strukturi brezposelnih oseb. O prijavi na Zavod za zaposlovanje bodo zbirali tudi prijave za jamstveni sklad za poplačilo terjatev delavcem. Nekje dobra tretjina je takšnih, ki imajo 3-4 leta do upokojitve. Nekaj je takšnih, kar ni manjka kar precej še, ampak te se bodo nekako zaposlile. V pripravljenosti so tudi na Mursko-Soboškem centru za socialno delo, kjer opozarjajo, da ne gre le za materialno stisko. Vsi ti ljudje so bili zelo delovni, že takrat pri prvem stečaju so dosegali zelo velike norme, bili zelo uspešni na svojem delovnem mestu. Potem pa človek čez noč ostane v bistvu brez zaposlitve, ne more poskrbeti zase, ni aktiven. Vloge za izredne denarne socialne pomoči, že v tretje izigranih delavcih, bodo zato obravnavali prednostno. Prekmurje je včeraj nekaj po 16. uri zajelo neurje z močnimi nalivi in vetrom, padala je tudi sodra oziroma manjša toča. V Murski Soboti so bile poplavljene številne ceste. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in malo po 16. uri je včeraj Prekmurje zajelo neurje z močnimi nalivi, sunki vetra, padala je tudi sodra oziroma manjša toča. Več cest v Murski Soboti je bilo poplavljenih, prav tako je bil neprevozen podvoz. Najbolj pod vodo sta bili Kocljeva in Slovenska ulica, neprevozne so bile tudi številne druge ceste. Ponovno smo bili priča neupoštevanju prometne signalizacije. Tako je v enem izmed podvozov ponovno obstal voznik osebnega avtomobila, sicer hrvaških registrskih tablic. Toča je padala tudi v Črnelavcih in ponekod na Goričkem. Poplavila je tudi cesta v Moščancih. Na slovenski obali je po prihodu iz vode umrl pomurski potapljač. Kot pojasnjujejo v policijski upravi Koper, so bili včeraj obveščeni, da je v bolnišnici Katinara v Trstu umrl 30-letni državljan Slovenije, doma z območja Ljutomera. Pokojni se je minuli ponedeljek samostojno potapljal na območju Pirana. Po zaključenem potopu je pospravil opremo, na kar mu je postalo slabo. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico Izola, od tam pa zaradi suma dekompresijske bolezni v najbližjo dekompresijsko komoro, ki se nahaja v bolnišnici Katarina v Trstu, so zapisali v koprski policijski upravi. Dekompresijska bolezen je sicer posledica delne ali popolne blokade pretoka krvi na določenem mestu v telesu zaradi mehurčka dušika, ki je nastal, ko je bila prekoračena topnost tega plina v telesu. Pri dvigu med potopom ali na koncu potopa gre zaradi znižanega okoliškega tlaka, presežek dušika počasi iz tkiv v kri in naprej v pljuča, od koder ga izločimo z dihanjem.
Število Pomurcev še naprej kopni, ostajamo slovenska regija z najnižjim naravnim prirastom. Naravni prirast je v minulem letu v Sloveniji bil negativen, tako kot leto prej, znašal je -900 oseb. Umrlo je namreč 20.485 prebivalcev, rodilo pa se jih je 19.585. Še posebej izrazit je upad že leta prav v naših krajih in kot kažejo najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije, nam trenda prav kmalu še ne bo uspelo obrniti. Tudi lani smo namreč tako največje število umrlih na 1000 prebivalcev, kot tudi najmanjše število živorojenih zabeležili prav v pomurski statistični regiji. Naš naravni prirast je znašal -4 osebe na 1000 prebivalcev. Umrli smo medtem lani na 24.485 ali 0,1% manj kot leto prej. Od tega je bilo 10.113 moških in 10.372 žensk. Prvi so dočakali povprečno starost 74,1 leta, slednje pa 81,6 leta. Najmanj umrlih na 1000 prebivalcev je bilo v osrednje slovenski, največ umrlih na 1000 prebivalcev pa kot že omenjene v pomurski statistični regiji. Največ oseb sicer običajno umre v zimskih mesecih v januarju, februarju, marcu in decembru. Marec je bil mesec z največjim številom umrlih, poslovilo se je več kot 2000 prebivalcev. Dan z največ umrlimi v letu 2018 pa je bil 27. februar, ko je umrlo 82 prebivalcev. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o dogajanju v pomurskih lekarnah. Včeraj so se odzvali zaposleni, danes pa vodstvo občine. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo tudi še spremenljivo vreme. Še vedno se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najverjetneje bo več sonca popoldne. Kakšno vreme nas čaka čez vikend, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 23, v Radencih 25, v Murski Soboti in Lendavi pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo tudi še spremenljivo vreme. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najverjetneje pa bo več sonca popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14, čez dan pa bodo termometri pokazali 25 stopinj Celzija. V petek bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo precej jasno in vroče, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 14 in 17, dnevne pa med 28 in 33 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.